Dobro jutro. Upam, da se slišimo in da se tudi vidimo. Ena taka hecna, situacija se mi dogaja okrog teh videov, da človek sploh ne more več verjeti. Valentinovo je danes. Včeraj sem vam pripravil en tak lep video za tak malo bolj poseben. Seveda ima človek na prvi obstakel, se pravi prvo oviro, pa pol še drugo, pa pol še tretjo. No, in jaz sem šel čez vse 3 ovire, pri četrti, ki se pa imenuje montaža videa, se pa zataknem v eno proceduro, kjer program pač ne zna izvoziti, pravi, neko težavo imaš, kakšno točno on ne ve. In zdaj iščem, v bistvu sem se boril cel večer, pa čez noč je kompjuter še delal, pa zdaj že ne 3 ure se s tem spet borim in ne morem dobiti tega videa ven, ampak ga bom. Sem trdno prepričan, da ga bom, zaradi tega, ker razlika med uspešnimi in neuspešnimi je samo v tem, kdo odneha in kdo ne. Tako da, evo, včerajšnji video torej dobite, ke bo, mogoče že danes, mogoče pa jutri, mogoče pa, ampak slej ko prej pride ven, zato ker jaz se ne vdam. Zdaj mogoče je odličen primer v živo, lahko spremljate, kako se je zataknil kulturni praznik, me flikne ven, a ne, in pa pol v nedeljo naredim 2 iste napake, kjer enkrat je zvok, enkrat je slika. In včeraj delam tako, okej, zdaj pa dajmo malo nazaj energije in dam jaz več energije, kot kadarkoli, in evo, dobim napake še. Skratka, vse to so zame lekcije, ki me nekako rinejo. Matej, pojdi delat, nekaj zmontiraj, moraš zmontirati, to moraš znati, in jaz se zdaj učim. In ja, v bistvu sem na neki način prisiljen in ja, se bom učil. Tulele na mojem čelu je pa že videti sonček, kako prihaja, ker jutranji svit je že bil, zdajle pa sonček rine gor. No, jaz sem se včeraj odpravil na drsanje, danes sem pa rekel, da pa se drsanju odpovem, razen če bom dovolj hiter, recimo, da pridem še do jezera, ker zdaj pa temperature že nagajajo. V naslednjem videu vidite, kaj naše jezero še ponuja in tako. Prav to sem vam hotel pokazati. Res si želim, boste dobili slej ko prej, mislim, jaz z glavo skozi zid pa tudi ne morem, ne. Okej, situacija po svetu je wow, ne, noro, zdaj še vedno ljudje znajo reči: "Ja, pa saj se nič ne dogaja, ne, saj ni nič, ne, takega." Ne, ni ne. Ne, ni ne. V Turčiji so potresi ta pravi, niso ta pravi. A za Sirijo kaj vemo, a so ta pravi ali niso ta pravi. Sirija je bila v vojni in noben ni dosti pomagal, zdaj, ko jih je streslo, jim spet noben ne pomaga. Torej ta družba resnično more se razčistiti in more odpasti tisto, kar družba ni. Mi smo družba, pravim, dajmo se združevati, dajmo se tudi videti, dajmo se objeti, dajmo se dobiti na pikniku. Še bolj pomembno pa je, da se združujemo v duhu, ne, ker dobro v srcu mislimo, in dajmo to, kar v srcu mislimo, pojačati, povečati, biti bolj do tega, da zavzemamo resnično pravo stran. Da ni ono, neke male laži, pa neka izbegavanja, pa se mi ne da, pa dajmo vlagati energijo, kamor jo radi vlagamo, dajmo skristalizirati se, kdo smo, kam pašemo, katero stran zgodovine bomo pisali. Si želimo iskrenih prijateljstev, iskrenih vezi in iskrenih, partnerskih vezi. Zdaj, nesreča, tale bom rekel, recept za srečen zakon, ne, skrivnost srečnega zakona. Ni nobena skrivnost, to je vse odprto, ker načeloma ljudje se radi družimo, združujemo, prijateljujemo, in seveda živimo v skupnosti, ne, moški in ženska in pač ta osnovna celica družina, ki so jo seveda načrtno ubijali in prste vtikali točno v te familije, zato je toliko teh razhodov v moderni dobi, ne. Ja, vse te vezi funkcionirajo v prvi vrsti na osnovi spoštovanja.
spoštuj moj prostor, spoštuj moje misli, spoštuj moje ideje, spoštuj. In seveda spoštovanje mora biti vzajemno, ne? Spoštovanja se z denarjem ne da kupiti. Tle imajo lažnivci eno težavo, a ne? Ker oni mislijo, da se vse da, ampak ne, treba si je spoštovanje zaslužiti. Zdaj, mnogo premalo je spoštovanja do človeka nasploh v tej družbi in do človeških potreb, do človekovih želja, do osebnega prostora. Jaz blazno namaram, da mi kdo v komunikaciji rine mi takole na ušes tle zraven. To je tisti, ki ti rine v avro. Ne spoštuj moje avro, bež ven, stari. Ne vesel, ni panike. Bež stran, stari. Včeraj sem eno ful dobro videl. Neumni ljudje ne razumejo, ne? Če jim na široko razlagaš, tako da moraš kar na kratko reči, marš v 3PM, ne? Tudi če jim razlagaš, itak ne razume, pa škoda energije, ne? Tako da mogoče ta fuck off distančnik kar pride v poštev, ker je škoda zgubljati čas, energijo in besede, zato da boš nekomu razložil, ker itak noče nič slišati od tega, kar mu razlagaš, pa še če bi hotel, tudi tako ne razume. Ne? Tako da pomembno je, da se znamo obraniti in samo spoštovanje, bom rekel, na nek način zgraditi nazaj, ker samo spoštovanje je bila prva stvar, na katero smo bili targetirani. Največkrat od najbližjih, in to so bili in partnerji, in starši, in konec koncev frendi in sodelavci in družbe in združbe. Ne? Tako da samo spoštovanje pa samo podoba je nekaj, kar moramo si mi nazaj sami izgraditi. Torej poslušaj sebe in verjemi sebi, da si ti tisti, ki je kreator tega vesolja in kreator svojega lastnega življenja. Sej pa življenje pravzaprav vsakega posameznika vibrira mnogo dlje, kot si sploh znamo ali pa upamo predstavljati, da to vpliva na cel univerzum in tako naprej, ne? Zdaj tle spoštovanje sem hotel ukomponirati v prijateljstvo, ne? Prijateljstva nam razpadajo, ne? Prijateljske vezi oziroma najrazličnejše vezi v času te korone razpadajo. Ene na račun konec koncev tudi smrti, a ne? Mnogo je razhodov zaradi tega, ker je cepivo pustilo v sebi določene posledice, ne, cepljeni imajo posledice po cepljenju in ena izmed groznih posledic je, da so ti ljudje ostali, vidno ostajajo brez duše, ne, se pravi duša jim plahni, v pogledu ni iskre, v izrazu ni nasmeha, ni optimizma, ni videti niti pravzaprav življenja. Precej žalostna je ta zgodba, žal realna in ne moramo mi pozdraviti ljudi brez duše. Moramo se pozdraviti mi, da ne bomo teh brezdušnih školjk vezali na sebe, da ne bomo od teh brezdušnih školjk odvisni in da bomo razumeli svojo lastno veličino. Ta lastna veličina ne more biti povezana z egotom, ne? Pa jaz sem pa hudka popar, ki imam, a veš, ful materialnih stvari, pa ful folka me mora poslušati, kaj rečem, ne? To ni ta, kakšen sonček, jaz pa tle v kuhinji, ne? Včeraj sem drsal v takem soncu, vam bom dal slike, video sem naredil krasne, mislim, bom probal mičkrat narediti takole sence, še dobro, da imam difuzor pri roka, ne? Če ne bi bilo prehudo. Ja, sonce je res naš bog, ne? Sonce je res tisti segment, ki smo ga čist premalo upoštevali, treba ga je pogledati. Moj ritem je tak, da ga čakam, kdaj pride ven. Imam pa tak ritem, da unga, ki gre pa za hrib, ki odhaja, tistega pa ne ujamem. Več. Mislim, že na 4-krat sem ga zamudil. Pa so res prečudoviti sončni zahodi, na to zihar vpliva neki mraz, neki vpliva naše zaznavanje, ker v 5. dimenziji naj bi mi videli koliko že
mislim, da duplo odtenkov barv. Če smo jih zdaj 256, jih bomo pol 512. Tako nekako. Mislim, da duplo, da se podvoji, se pravi, bomo videli še vmes stvari in jaz imam občutek, da bi lahko te lepote, ki jih zdaj vidim, pripisoval točno temu, ne? Ker so res te barve, ki jih zdaj zaznavam, bom rekel, zadnji mesec so res nore. Dobro. Valentinovo, ne, je tak komercialni praznik, no pa se ne bom se pretirano ponavljal, ko sem se že včeraj. Ampak nič se kaj reče, niste zaljubljeni, tudi na dan mrtvih niste živi, tam je tako dobra. Po drugi strani pa spoštovanje človeka se ne kaže enkrat na leto, da nekoga ceniš, ker se gamsa imata tudi rada, vidiš, pa ne veste, da je Valentinovo sploh, sam rada se imata in si to tudi izkazujeta in povesta. Mi si moramo tudi povedati, rad te imam, je lepa si, vreden si tu v tem življenju. Ni potrebno, da imamo neke izdelke, neke, kaj jaz vem, bom rekel, izražanja, da nekomu nekaj pomenimo. Ne? Biti je dovolj. Spomnite se, kako je bilo, kako ste imeli, recimo, jaz imam v takem spominu babico, a ne, nič ni posebnega, ona nikoli ni nekaj, tudi precej revna je bila, ni mogla nekaj, ampak jaz sem jo imel rad in je bilo dosti biti, da je sem bila, pa so se malo pogovarjala, ena taka vibracija je prehajala med nama, in tudi mi smo nekako zaglajzali, mi smo zaglajzali predaleč stran, da smo nekako želeli ugajati drugim in smo sami sebe, svoje lastne poti skrenili, da bi ugajali drugim, da bi drugi bili zadovoljni z nami, da bi na ta račun mogoče tudi večjo plačo dobili, a ne? Ker če ne boš preveč priden, ne boš dobil dosti velike plače. In ko človek zazna, da ni point, da v bistvu ni v kešu, da v bistvu, ko človek mentalno sebe fokusira v več denarja, je v bistvu ta fokus napačen, ne? Se celo zgodi kontraefekt, da ne dobiš tiste gmote, ki si jo želel. Ko pa se postaviš na svojo stran in zagovarjaš sebe in izhajaš iz svojega imprinta, torej imprint, jaz to pokažem, tako je prstni odtis, ne, ko izhajaš iz tega, kdo si, pa se v tem ne držiš nič nazaj in zagovarjaš to, kdo si čist do konca, se zgodi čarovnija, v bistvu. Ne loviš ti denarja, ampak denar lovi tebe. En kup enih lepih priložnosti se pokaže, ko se odločiš, da boš na svojo pot stopil sam. Ne zato, ker so ti drugi rekli, da je tu bilo pa fajn, če bi bil ti boljš, da si električar, kakor da si kaj drugega, pa menda ja ne boš šel zdaj v srednjo šolo za ovo in ovo. Ne? Jaz imam srednjo zdravstveno končano, pa pol audio inženiring in evo, kaj od tega delam, izgleda, da oboje. Sam nisem vedel, da bo nova doba potrebovala tako obliko. Ne? Tudi jaz sem presenečen nad tem, pa si rečem, wow, leti to. Pa tabornik, pa vrtnar, pa kuharska ljubezen do kuhne kot take, pa do muske, pa do ne vem kaj, pa no, pa še glas se mi je naredil, no, evo, ajde, pa ne bo še to in izgleda, da ta komplet je treba upoštevati in ga dati vesolju naprej, pač svetu dati to, kar si, drugega res rabimo. Dajmo se zavedati, da mi vsi želimo iskrena prijateljstva, kjer spoštujemo drugega, spoštujemo mnenje, spoštujemo pogled na svet, ker dva ne morata imeti enakega pogleda na svet. Ne? Zdaj v današnjem času je sploh celo tako prišlo, da se folk skrega zaradi tega, kdo ima prav, le kdo pravi smolar. Kaj sem hotel reči? Ja, in prijateljstva si v bistvu srčno želimo, ampak se ga po drugi strani bojimo odpirati široko se odprt, ne, do prijateljev, ker smo bili do zdaj vedno izdani. Ne?
Zdaj ta korona je lepo pokazala, kako je ta izdaja funkcionirala, kako je manipulacija nad nami delovala, kako je delovala kontrola nad nami, ne? Zdaj mogoče, če se še ne zavedate, vsak, ki ima dušo in srce, je bil hudo targetiran, se pravi na muhi, na nišano. In družba je takega človeka izločevala, ne? Na tisoč in en način. Izgledalo je, da niso povezani, pa so bili, ne? Grdo do amena, ne? Tako da dajmo se zavedati, da je treba iz tega. To sem nekje enkrat objasnil, kot da bi potoval skozi tunel, pa te lovke lovijo. Ti ne moreš priti čez, ker se zatakneš na te lovke. In te lovke so lahko tudi lizike, krasne, pa te ustavi, pa ti vzame fokus, kamor bi ti rad šel, ne? Pa so, bom rekel, love bombs, pa so očitki, pa so ker imamo dober job zate, dobro službo, dobro plačano stvar, pa daj še to zrihti, pa kaj pa, a imaš čas, pa ovo, in ti nisi več na svoji tračnici. Jaz tvojega časa ne dam kar tako, ker z njim upravljam sam. Jaz sem tisti, ki določam, kako bo šel moj čas. In ako sem se dal v neko obvezo, ampak ta obveza je moja, to sem jo jaz določil, ni jo določil nihče drug. In zelo rad jo dajem od sebe to, kar dajem. Čeprav mogoče včasih se zdi, da se že ponavljam, pa da nič novega ne povem, ne? No, prav bom pa zdaj probal povedati. NLP-ji prihajajo, ne? NLP-ji, o tem še nismo nič govorili, ker to so neznani leteči predmeti. Zdaj ne vemo, so oni v obliki balonov, ali so oni v obliki projekcij, ali so, kaj so zdaj ti NLP-ji? Zakaj nimamo mi jasne slike, kaj so NLP-ji? Zaradi tega, ker NLP-ji z temi letečimi predmeti so že davno prileteli vesoljci in vzeli ta planet, nas, ki smo tudi po svoje vesoljci, se živimo v vesolju, kaj pa drugega, so nas v bistvu podjarmili. In zdaj, ko vidijo, da nimajo se več kam skriti, ko vidijo, da njihov imperij, nekaj tisočletni, propada, probajo zdaj vse to nekako obrniti, da so pa vesoljci krivi, da je tak propad človeštva, oziroma da je toliko ljudi mrtvih, pa naj si bo Turčija, Sirija, Ukrajina, bom rekel zdaj še poškodbe cepljenih. Zdaj zato bodo kar vesoljce okrivili, ne? To napoved sem jaz sicer slišal že čas nazaj. Blue Beam Project je ena izmed stvari, ki so jo spustili, seveda temačni, da spet vzamejo pozornost ljudi tja, s tem, da zakrijejo tle neko drugo pizdarijo, ki so jo nakuhali, ne. Zdaj, najprej smo imeli prestraševanje, kako leta 2019 smo imeli s covidom, ne, 20, 21 s cepljenjem, 22 z Ukrajino in evo 23, evo imamo novo foro, imamo vesoljce. Mi smo se stabilizirali, ne? Mi smo čedalje bolj trdni, zdaj ko je virus priletel, smo rekli čaka je ali ni, pol cepljenje, ojoj, mogoče pa to ni v redu, ne? Sama Ukrajina tudi nešto ne velja, zdaj pri vesoljcih so nas pripeljali pa tako daleč, da rečemo, pa dajte ga srat, no. Pa dajte ga srat s temi vesoljci, pa kaj pa je zdaj? No in ajde vzamemo kokico v roke in gledamo, kaj bo pa zdaj, ne? Kaj bo pa zdaj, oni vejo, da so v hudičevi godli in da ne morejo nazaj, ne? To se sovpada z lažjo, prideš marsikam, vendar nimaš se kam vrniti. Smo že omenili, kam, do kje bodo šli mediji in ljudje, do kje bodo šli posamezniki v vaši in naši neposrednji okolici, ne, naslon se nazaj, pa glej, jaz imam take zanimive, res poskuse napadov, poskuse destabilizacije, neke vrste grožnje v kontekstu, če mi
Ja, veš, če mi ne boš odgovoril na maile, ne pač neka provokatorka, 36 mailov v kontekstu vprašanja, taka veš, da si komu kaj dolžen odgovarjati, ne, vsako da je smeri se malo, ne. V izi, ker pa tudi ne veš, veš, to je provokacija zato, da bo dobila mail, nekje pa, evo, le, kaj me tu všeč odgovoril, ki sem ga razpizdila, ne, on je pač grd. No, in jaz se ne dam, lepo odgovorim na vse. Dobim zdaj pa grožnjo v kontekstu, da pa če ne bom, ker seveda sem nehal odgovarjati na vprašanje, nimam časa za hiter jaz preštudiram, kdo je pizdun, pa kdo ne. No, skratka, pa sem nehal odgovarjati na te trapaste vprašanja. Nič ne vem o človeku, zato pa žena mene sprašuje v čreva noter, halo, pa nisem jaz nobeno dolžen kart polagati, ne. No, in zdaj pač ta zadnja grožnja, da če mi pa ne boš odgovarjal na vprašanja, ti bom pa v live postavljal vprašanja, boš pa v live povedal. Kakšna groza, ne, kako se jaz ustrašim take grožnje. Seveda, sem mi vrnil nazaj pred tak lep, eleganten odgovor, dovolj, da jaz odgovorim na vsa vprašanja, ampak nisem nobenemu nič dolžen džabe, ne. Pridi sem pa na Zoom, pa bova midva obračunavala urce, ni problema, mizar jih obračuna, električar jih obračuna, psihiater, dohtar, ne vem, vsak obračuna svoje storitve, kaj ne? No, zdaj pa mislim, da je pa mer. Sicer pa bomo imeli nedeljo lep in pester live, ne? Pa da vidimo, kako grejo stvari dalje. Bomo skupnimi močmi pomagali človeku, a veš? V alkoholičkem klubu. Pozdravljena Tina med nami. Cool. Kaj sem hotel reči? Ta invazija vesoljcev, ja, to bodo probali zdaj do zadnje. Res je, nimajo se več kam skrit sem rekel zaradi tega run as fast as you can. Teci, kakor hitro moraš, ker skrit se ni več kam. Zakaj ne? Ker so njihove lokacije fizično že mnogo njih uničenih, to je prva stvar, da nimajo kam zbežati, druga stvar je, da nimajo backupa, zagovorov, ne, v kontekstu eden tupi, ja, je pandemija, še je hudo, ampak zdaj pa ni več pandemija, oziroma bo pandemija, oziroma nimamo dokazano nobenega, oziroma zdaj bomo mi investirali v promocijo cepljenja, ker tle smo pa le premalo naredili in valjda država naredi razpis in valjda izbere valjda najdražjega, ne. In zdaj bi rad videl, koliko bodo oni vložili evrov, pa kakšen bo njihov izkupiček, ne. A veš, to je, oni delajo reklamo za umor. A se mi zavedamo, kaj so oni grejo? Ne, ni bilo dosti do zdaj oni so malo pojačali. Zakaj? Ker Slovenija, ne, kakor smo butasti butalci, ne, ker vsi so nas imeli za blesave, ne, je pa Slovenija ipak visoko na lestvici po slabi precepljenosti. Najslabšo precepljenost imamo v Evropi in največjo nezaupanje v stroko. Bravo, butalci! Bravo mi! Sem vesel, da smo tle in da smo toliko konc koncev, da imamo še te kmečke zdrave pameti. Spet po drugi strani mi pa dostikrat pride ta izjava od Jelinčiča, ki je izjavil, mdej ljudje so butasti. Ne? Še enkrat, ljudje, ki so butasti, niso ljudje, ker nimajo povezave s sorsom, z verom, oziroma jim je zmanjšana, ugasnjena, tudi s cepivi jim je dokončno ubit, bom rekel, ta iskra notranja, s katero bi dostopali preko logično, zdrava kmečka kekčeva pamet, da bi dostopali do univerzalne modrosti, ne. Ker tam je vsa modrost, niti jo ne rabiš vedeti, ker jo razumeš, ne. In da razumevanje se užge, je treba pa tudi malo kaj pobrskati, pa reči, čak, kdo. Zdaj, zavajanja so itak na celi fronti, z vseh strani. Dajmo reči, temačni itak zavajajo ves čas. Zdaj recimo imajo tudi evtanazijo, bi radi oni legalizirali. Zdaj ne vem, ali je to plan belih ali temnih, ker marsikdo, ki je zaglajzal tako daleč, da nima se kam vrniti s svojimi lažmi, je zaglajzal tako daleč, da bi bilo lakše umriti, nego ljudima reči to prosti. Ne? Stvari niso smešne. In verjamem, da bi marsikdo najraj se frderbal.
In verjetno je zdaj ta zadnja porcija cepiv namenjena točno temu, da pridi in se dokončaj, ker si zaglajzal čist predaleč, ne? Jaz sem večkrat ponovil, vsem vse oproščeno, vsem vse dobro, izberi pravo stran zgodovine, bodi to, kar si, in dobrodošel, ne? Ta 3D laž matrica ostaja zadaj, mi pa gremo naprej v 5D brez tega sranja. In mi smo tisti tudi, ki bomo in že filtriramo lažnivce, prevarante od pravih ljudi, ne? Jaz sem v tem uradu zdaj že kar, bom rekel, ne da se hvalim, ampak kar ekspert, zelo hitro znam pogruntati, s kom imamo pravka, in mislim, da smo vsi na tej misiji prepoznavanja, da smo mi v bistvu ta čistilni filter, takoj, ko se postavimo, kdo smo, kam spadamo, takoj moramo preprečiti, da se v našo družbo ušunja pizdun, ne, gnida, lažniva, ker ta bi sfukala, tako kot so do zdaj vedno vse zjebali. Sorry, jaz sem take grde izraze nabral, ampak ne zaslužijo si nič lepega, ker njihovi bolani umi so vija vaja čist out. No, skratka, oni bi zdaj radi to evtanazijo spravili oziroma jo legalizirali, ker do zdaj je bila prepovedana, ne? Zakaj je bila prepovedana? Zaradi možnosti izkoriščanja, ne? Se pravi zlorabe, ne? Ja, pa zdaj se pa ne bo dalo zlorabiti. Mislim, jaz ne vem kaj, zlorabili so ustavo, zlorabili so čisto vso zakonodajo, zlorabili so čisto vse, bom rekel, kompetence, kako so že reče, ne kompetence, ja, kompetence, vsi, ki so jih lahko, oziroma vsi, ki so del kluba temačnih, ne? Vsi so to izkoristili do konca. A ja, zdaj pa v evtanaziji pa ne bojo. Torej, mogoče, če se nisi pičil, da bi riknil, če nisi riknil od vseh ostalih frekvenc, zastrupljene vode in hrane in tako, bomo pa podpisali ti evtanazijo, ne? Respiratorji tudi niso bili nobena zdravila, ne? By the way, ti ventilatorji, ne? So jih naši modreci pojmevali, ne respiratorji, ventilatorji, ne? Ventiliramo. No in tle bi valjda zdaj, kaj je zdaj? In človek je zdaj spet v dilemi, ali podprt evtanazijo ali ne. Ali bo ta dobra za ljudi, ki so daleč zaglajzali, ali je to nevarno za ljudi, ki so še pri zdravi, ki še imajo iskro v sebi, ker evtanazija bi ubila še to, a ne? Zloraba, ja, no, zloraba položaja in da pridem na začetek, zloraba zaupanja. Zaupajte stroki, zaupajte v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, so kričali pred temi. Znanosti morate zaupati, zaupajte stroki, znanosti, zaupaj mi, se veš, da se ti ne bi zlagal ali pa zlagala, ne? Mi smo zaupali in smo bili zlorabljeni. Kaj zdaj? Ne zaupamo več nič. In hvala Bogu, hvala temačnim, da so nas naučili, da je zaupanje sicer zelo, zelo, zelo pomembna, če ne celo esencialna stvar, vendar komu, ne? Komu pripada najprej samemu sebi in svojim instinktom, svojemu notranjemu klicu, svojemu gut feelingu, se pravi instinkt, božji čut, no, šesti čut. In njemu je treba zaupati in treba je zaupati planu belih, ki nas vodijo nepretrgoma in ne rabi se noben v bistvu bati ničesar, ker ustrahovanje, kot vidimo, na nas nima več vpliva. Ne COVID, ne cepiva, ne Ukrajina, ne vesoljci, to na nas ne vpliva in njihovo eno, edino in največje orožje je bilo ustrahovanje. Mi se temu ne damo več in kaj zdaj? Ja, pa ne morajo, ne? Pa smo postali sluzasti pitoni, ne? Komad od zadnje pravi. Evo tako. In ljubezni se ne da igrati na dolgi rok. Ljubezen se igra lahko na kratki rok, ne da se igrati spoštovanja na dolgi rok. Ne? Na kratko se znajo lažnivci vse sort, trike so imeli,
ampak generalno na dolgi rok se ne da nas voditi za nos do nezavesti, ker pač nismo več tako zelo naivni, kot smo bili. Ne? Torej, še enkrat, hvala koroni, da nas je izučila in pripeljala do točke, kjer v bistvu spoznavamo sami sebe. Ne? Ja, Amy McDonald's je imela en komad z naslovom I wish I knew you before. Želela bi si, da bi te poznala prej. Spoznala, prepoznala laž, ker na osnovi laži smo padli v napačne družbe, odnose, službe, jaz ne vem kaj še vse, skratka napačno na osnovi slepega zaupanja in nismo ljudi poznali. Zdaj pa imamo možnost poznavanja in prepoznavanja in dajmo to vžgati in upoštevati. Narcis bo še zmeri probal prideti pa z druge strani, ampak ne, morate zaupati sebi, ker edin prav ima vaš notranji biti. Evo, tu nekje bom zaključil, ker vidim, da mi končuje eksport, bom videl, če je bil uspešen, sicer pa ponovi vajo, ne. Drsati verjetno ne bom šel, dajte pa vi prosim izkoristiti dan, kolikor ga je, kolikor imate možnost, dajte vdahniti, dajte pogledati zrak svež, kar je dober, dajte gledati sonce in biti hidrirani. V tem obdobju rabimo hidracijo, zaradi tega, ker telo nekaj dogaja. Treba se je tudi spucati, če kašljate, bruhate, driskate, nič narobe, sam ne gre ven. Ne? Ven grejo tudi solze, vse to so čistilni mehanizmi, tudi potenje spada v to kategorijo. Tako da dajte se spotiti, dajte telesu pomagati, ne zaverati. Jaz nisem ene stvari vzel za zaprt, bom rekel, prehlad, če se tomu zdaj sploh še prehlad reče. Edin lipov čaj, da mičkeno bolj hitro gre ven, ne pa da se to prekinja. Tudi vi dajte razumeti, da imamo naša telesa možnost samo ozdravitve in verjetno je medbed smo v bistvu mi. Verjetno. Ne? Kaj točno bo, ne vemo, vemo pa, da smo lahko v tem trenutku tukaj in zdaj veseli sami sabo, ker se imamo neskončno radi. Eto, to je najbolj izhodišče za svetega Valentina. Imejte se radi, sebe in druge. Mislim, pazi, da ne zakaklaš narcisa. Držite se, čau, čau.